smo v naši hiši operirali prvega bolnika, ki je bil COVID pozitiven, torej imel koronavirusno bolezen. Šlo je, potreboval kirurško oskrbo zapletene poškodbe srednje tretjine obraza. Šlo je za kompliciran zlom srednje tretjine obraza, lične kosti, nosnega segmenta in zgornje čeljustnice na obeh straneh. Poseg je bil opravljen odloženo zaradi predhodno slabšega stanja bolnika. Bolnik je namreč imel tudi več drugih poškodb, šlo je za tako imenovano politravmo. Šlo je za kompleksen poseg, pri katerem smo bolniku najprej opravili traheotomijo, nato pa je sledila repozicija različnih fragmentov zloma obraznih kosti in njihovo učeštvovanje z titanijevimi ploščicami in vijaki. Poseg je bil zahteven, že zaradi tega, ker je šlo, kot sem že dejal, za odložen poseg, pri čemer po določenem času nastanejo brazgotine, kosti začenjajo že celiti in je nastavljanje teh fragmentov kostnih odrastkov v pravilen položaj zahtevno. Samo trajanje kirurškega dela je bilo približno 4 ure, seveda pa z transportom bolnika je se čas trajanja posega podaljšal še za 2 uri. Pri posegu smo sodelovala 2 zdravnika, 3 inštrumentarke in 3 anesteziološki tehniki ter seveda anesteziolog. Dolžina trajanja posega je bila nekoliko daljša zaradi uporabe popolne varovalne opreme, v katero smo bili oblečeni vsi, ki smo bili prisotni v operacijski dvorani. Je pa tudi osebje v predprostoru oziroma neposredni bližini operacijske dvorane uporabljalo potrebno ustrezno osebno varovalno opremo. V sami operacijski dvorani smo uporabljali tako imenovane skafandre. Gre za sistem, kjer z pomočjo elektromotorčko dobivamo svež zrak skozi filtre v čelado. Operiranje v teh zaščitnih oblekah da dodatno dimenzijo samemu operativnemu posegu, zahtevno tako z fizičnega kot tudi psihičnega stališča. Komunikacija med vpletenimi za operacijsko mizo je otežena zaradi nenehno prisotnega šuma elektromotorčkov. Tudi v samih skafandrih postane po nekaj časa zelo vroče. Prav tako je pri uporabi skafandra onemogočena uporaba naglavne luči oziroma zaenkrat še ni tehnične rešitve, s katero bi lahko naglavno luč tudi uporabljali. Pri operativnem posegu smo najprej opravili traheotomijo, to pomeni luknjica na vrat, s katero zagotovimo ustrezno dihalno pot. Nato je sledilo nastavljanje kostnih fragmentov v področju orbitozigomatične strukture in infraorbitalnega robu. Fiksirali smo nosne kosti oziroma nazoorbitoetmoidni kompleks. Nato pa smo še skozi usta nastavili ugriz in spodnjo in zgornjo čeljust ter zgornjo čeljust, ki je bila predhodno mobilna, postavili v pravilen položaj in jo fiksirali z ploščicami in vijaki. Že sama poškodba je kirurško dokaj zahtevna, ob uporabi osebne varovalne opreme in nemoči uporabe naglavne luči pa še toliko bolj. Kljub temu smo z dosežkom oziroma z stanjem na koncu operacije zadovoljni. Ugriz smo ocenili kot ustrezen in tudi srednja tretjina obraza je bila čvrsta. Upravljanje posegov v osebni varovalni opremi je vsekakor izziv, še posebej, če gre za večje operativne posege. Verjetno se bomo v prihodnosti mogli vsi prilagoditi delu z infektivnimi ali pa visokorizično infektivnimi bolniki in bo najverjetneje mogla tudi vsaka kirurška specialnost najti način oziroma sistem, da bodo svoje posege lahko v največji možni meri ustrezno opravljali tudi v popolni osebni varovalni opremi.
V času epidemije koronavirusa smo v sklopu našega oddelka oziroma COVID-ORL tima opravili 6 tracheotomij, eno poškodbo obraznega skeleta, kjer je status bolnika za COVID ni bil jasen, status COVID bolnika in je zato bila operacija opravljena prav tako v COVID operativni dvorani v popolni varovalni opremi, ter, kot je že rečeno, večja poškodba z tracheotomijo pri bolniku, o katerem sem pravkar govoril